Lep dober dan, lep pozdrav vsem skupaj. Veseli smo, da danes lahko gostimo, čeprav na zelo kratkem obisku, predsednika Vlade Republike Poljske, gospoda Mateuša Morawieckega, našega prijatelja, sodelavca v Evropskem svetu in predsednika vlade države, ki je v tem času ne brani samo svoje meje, svoje lastne države, ampak tudi meje Evropske unije in meje Zveze NATO. Tako da začenjam to novinarsko konferenco z izrazi podpore in solidarnosti Poljski in gospodu predsedniku vlade Morawieckemu, s čestitkami za odločnost in pogum in za aktivnosti, tudi diplomatske, s katerimi se je val ilegalnih migracij, ki je pritiskal na poljsko mejo, vsaj začasno zaenkrat zaustavil. Tukaj izražam tudi zahvalo institucijam Evropske unije, ki so pri tem sodelovali, tako da je pravzaprav letalski promet, ki je dovažal ilegalne migrante v Belorusijo, v veliki meri zaustavljen. Slovenija obsoja aktivnosti beloruskega režima, predsednika Lukašenka, s katerimi izrablja ljudi za doseganje političnih ciljev in za destabilizacijo, ne samo poskuse destabilizacije, ne samo Poljske, ampak celotne Evropske unije. Zdaj to priložnost, ker mislim, da je prva takšna, izražam tudi za zahvalo gospodu predsedniku vlade Mateušu Morawieckemu za pomoč, ki jo je Poljska nudila Sloveniji pri varovanju naše meje. Zdaj, Poljska je v lanskem letu v 10 rotacijah pomagala pri varovanju šengenske meje, tistega dela šengenske meje, ki jo varuje Slovenija, z 6 policisti in to pomoč zelo cenimo. Zdaj, to mejo, tudi Slovenija ima problem z pritiskom ilegalnih migracij. V lanskem letu smo na šengenski meji zaustavili 14 000 poskusov ilegalnega prehoda in v letošnjem letu je bilo teh primerov 8500. Nekoliko manj zaenkrat kot lani, vendar pa so to še vedno številke, ki zahtevajo velike napore od Slovenije pri varovanju šengenske meje. Stališče Slovenije je tudi, da mora Evropska unija v celoti podpirati države članice, ki varujejo zunanjo oziroma šengensko mejo, z financiranjem, z sofinanciranjem vseh ukrepov, tudi fizičnih preprek na meji, ker se je pač izkazalo, da so to stvari, da so fizične prepreke na meji ukrepi, ki preprečujejo nasilje, ki preprečujejo nezakonite prehode meje in nadomeščajo uporabo bolj invazivnih sredstev. Zdaj, pogovarjali smo se tudi o situaciji v regiji Zahodnega Balkana. Zdaj, v zvezi z tem delimo skupna stališča v podpori državam članicam Zahodnega Balkana v zvezi z njihovim bodočim polnopravnim članstvom v Evropski uniji. Veseli smo, da so nekatere od teh držav v tem času že postale članice Zveze NATO. To krepi našo skupno varnost. Imamo tudi recimo temu zelo jasna stališča glede potrebnosti bližnje perspektive članstva v Evropski uniji in se skupaj prizadevamo, da bi to postalo tudi konsenzualno stališče vseh držav članic Evropske unije. Glede na to, da se še vedno soočamo z nevarnostjo covida, smo se pogovarjali tudi o ukrepih, ki jih sprejemamo v tem času za zajezitev te nevarnosti. Slovenija skupaj z nekaterimi drugimi državami sproža tudi iniciativo
o skupnem javnem naročilu za zdravila zoper COVID. Naš minister za zdravje bo za to inicijativo danes seznanil tudi ostale kolege. Glede na to, da imamo relativno dobre izkušnje z skupnim mehanizmom pri nabavi cepiv, zdaj, ko se odobravajo in ko so pred vrati tudi odobritve novih cepiv, novih zdravil zoper COVID, mislim, da je bilo prav, da uporabimo podoben pristop in zagotovimo vsem državljanom in državljankom držav članic Evropske unije dovolj zdravil takoj, ko bodo na voljo. Pred nami je relativno zahteven čas, zima, v kateri se še vedno soočamo z nevarnostjo COVID-a in vsako zdravilo, ki pomaga blažiti posledice in pomaga zdraviti ljudi, ki obolijo za to boleznijo, pomaga vsem, tudi ko gre za splošno zajezitev te nevarnosti. Toliko z moje strani v tem začetku. Še enkrat hvala gospodu Moravieckemu za zelo natančno seznanitev za situacijo na polsko-beloruski meji. Naj povem še to, da deliva skrb zaradi kopičenja ruskih vojaških sil na mejah Ukrajine. Zdaj, ta koncentracija ruskih vojaških sil je daleč preko tega, kar naj bi bile neke vojaške vaje v normalnih razmerah in apeliramo na vse odgovorne tako v Evropski uniji kot v zvezi NATO, da smo v zvezi s tem čuječi, da ne bo spet kakšnega presenečenja, kot se je zgodilo ob ruski okupaciji Krima. Zdaj, to je zadnja stvar, ki jo v teh zapletenih razmerah potrebujemo. Zdaj še neka nova eskalacija napetosti in pozivamo tudi vse odgovorne v Moskvi, da ravnajo razumno. Hvala lepa. Zdaj predajam besedo gospodu Moravieckemu. Dziękuję bardzo. Hvala lepa gospodu premijeru Janši, Janezu Janši za povabilo in za možnost izmenjave pogledov, izkušenj o aktualni politični situaciji. Že dlje časa govorimo o tem, kar se dela na naši vzhodni meji in kaj pomenijo vaje Zahod v septembru. To je sprožilo veliko diskusij in diplomatskih intervencij in danes vidimo, da so te akcije bile dejansko potrebne. Na eni strani Poljska in Slovenija, če gre za svobodo in varnost, se razumeta brez besed. Srednja Evropa, ki je šele nedavno prišla do prave svobode in s svobodo in je začela zato tudi krepiti svojo varnost in predobro vem, kako je ta varnost odvisna od budnosti, od diplomatskih akcij, od pogovorov in od naše enotnosti. Zato je današnje srečanje tukaj v Ljubljani bilo zelo graditeljsko. Gospod premier je odlično razumel vse in razume vse odvisnosti, ki so odločilne v teh problemih. To je treba poudariti. Same zase te države, naše države ne morejo rešiti vseh teh problemov, ki jih imamo z našim vzhodnim sosedom, predvsem se strani Rusije. Toda združeni lahko se temu upremo in vodimo miroljubno politiko, pa tudi učinkovito politiko tam, kjer je to potrebno, da bi se tudi s sankcijami, ki jih imamo pripravljene, da jih stopnjujemo, zato ker je situacija dejansko vse bolj napeta. Danes med srečanjem je gospod premier Janša omenil tudi situacijo
Ona nie jest tak dobrze znana. To je manj znana rodakom situacija našim v Polsce, rojakom to v chciałbym Poljskem bardzo in krótko rad bi jo streścić. na Otóż kratko były povzel. takie dni, kilka Bili lat so temu, taki 5-6 dnevi lat pred temu, nekaj 5-6 kiedy let temu, do ko so Sloveniji bili v Sloveniji przybywało dnevno je kilkanaście prebivalo tysięcy nekaj nad 10.000 I poziom emigrantov destabilizacji, który in wtedy destabilizacija, ki je był takrat naprawdę nastala, je bila res velika in težko obvladljiva in to je lepo predstavil gospod premier. Trzeba Hkrati też zdać sobie sprawę z tego, se je treba że zavedati, w jakimś da sensie v konsekwencją določenem smislu tych posledica migracji teh sprzed migracij 6 lat izpred był właśnie 6 Brexit. let je bil Na dejansko tudi plakatach Brexit in wzywających na do plakatih, wyjścia ki Wielkiej so Brytanii z Unii Europejskiej pozivali Veliko były Britanijo właśnie za te izstop tłumy iz Evropske migrantów, unije, so którzy bile w te sposób množice nielegalny migrantov, ki so wdzierali się do nelegalno Europy od strony południowej, vdirali od Słowenii. z juga, s strani Slovenije. Dzisiaj w In wielu krajach są danes właśnie v veliko również državah so konsekwencją tudi tamtego stanu rzeczy. posledice tistih dogodkov. Polska, In tedaj, Węgry, Čechy, saj so Poljska, później Słowenija Mađarska, bardzo Češka, jednoznacznie Slovenija zelo przeciwstawialiśmy się takiej enoumno polityki, nasprotovali polityce taki politiki, migracyjnej, migracijski praktycznie bez politiki, granic. ki je bila brezmejna. Co to za państwo, które nie Kaj może je chronić to swoich država, granic? kakšna Czy je ono jest država, ki ne naprawdę varuje svojih suwerenne? meja? Można Ali je takie v resnici pytanie zadać. suverena? Tako vprašanje Dla smo mnie si odpowiedź jest zadala. jednoznaczna. Zame je odgovor Państwo, aby było enoumen. rzeczywiście suwerenne, Državo, če musi hoče móc biti decydować o tym, suverena, kto mora wjeżdża na jej odločati o tem, kdo bo oczywiście prišel na njeno wykazywać ozemlje in maksimum seveda możliwej določati empatii, maksimum wsparcia, pomocy wobec innych najviše podpore državi in tudi držav, ki so bolj Państwa oddaljena, afrykańskie, które są afriške države, ki so na jugu od Evropske bardzo unije. ważnym naszym sąsiadem, In ale nie może być tak, vse że sosedne države. Ne more pa tamte biti państwa tako, da bi tiste i države, migranci z innych krajów migranti swobodnie iz będą drugih decydowali o držav tym, lahko sami może odločali, kdo lahko na pride terytorium na Rzeczypospolitej ozemlje Slovenije, Republike państw. Slovenije ali Dlatego, drugih aby držav. Zato, przeciwstawić się da bi tym se uprli neoimperialnym zakusom, takim neoimperialnim poskusom, je treba hkrati nastopati istočasno in napetosti na belorusko-polski meji, ki so neprestani in imamo več v vsaki noči udarov na meji in Unii Europejskiej i NATO. kar grozi vsak dan Poljski uniji in NATO. Nevarna situacija je tudi v Ukrajini in če drugega ne zaradi energetskega problema, ki jo je sprožila ruska politika nasproti državam Srednje Evrope. Tu pa je treba dodati tudi, da jo omogoča tudi Nord Stream 2. Večkrat smo opozarjali na to in danes se jasno vidi, da smo imeli prav, kar lahko z zadoščenjem ugotavljamo. Tudi naši sosedi, Moldavija, Ukrajina in mnoge druge države v neposrednji ruski bližini doživljajo ogromne pritiske ruskega soseda. Da bi se temu izognili, moramo biti enotni. Na drugi strani pa gre tudi za dvigovanje propagandne vojne. In predsednik Macron, ki sem se z njim srečal danes, w tej sztafecie prevzema štafeto v predsedovanju Evropski uniji in ta kontinuacija med gospodom Janešem in Macronom je neke vrste okvir, ki drži skupaj, ki je enoumen in identično pristopa k temu problemu in predvsem do problema migracije. Konflikt ni nikoli dobra rešitev. Konflikta ne maramo, živeli bi radi v svobodi z vsakim sosedom, radi hočemo iskati rešitve in se izogniti naraščanju
napetosti in imamo določene postopke, kakšne ukrepe bomo izvajali za deeskalacijo napetosti z Belorusijo in veseli me, da so dosedanje akcije, naprimer vsaj v letalskem prevozu migrantov, že pokazali rezultate in zmanjšali napetosti, da ni več nelegalnih prihodov na teritoriju Evropske unije iz Bližnjega vzhoda. Hkrati tudi tukaj v Sloveniji moramo omeniti dva dodatna problema. Prvi, Zahodni Balkan, ki trkajo na vrata Evropske unije že 20 let. To upanje jim je ni dano in to ni dober pristop. Upanje je ključno. Države Zahodnega Balkana morajo imeti upanje, da bo lahko v nekem predvidenem kratkem obdobju pridružene Evropski uniji in to bi omogočilo integracijo našega kontinenta in povečati varnost cele Evropske unije. Še ena razsežnost, to je iniciativa treh morij, o kateri sva govorila z gospodom Janšom. Ta iniciativa je zelo pomembna, odpira nove gospodarske perspektive, trgovske infrastrukture, energetske perspektive in investicijske za vse. To je spet potencialno naslednja pobuda za gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Poljsko in to je zelo pomembno, da bomo skupaj potiskali to voz naprej. Govorila sva tudi o položaju COVID-a, epidemije v naših državah. Gospod premier mi je pokazal tabelo med najnim srečanjem, kjer imamo presenetljivo podobno sliko. V istem dnevu, naprimer, je število okuženih v vseh državah od Slovenije preko Romunije, Madžarsko, Češke in Poljske, Litve, se je pognala navzgor, torej ta puščica se je pognala navzgor, to je zelo dramatična sedaj narava tega virusa in izmenjala sva izkušnje in refleksije, kako nagovoriti k cepljenju v naslednjih valovih koronavirusa, da bi okrepili zdravje v naših državah in to je seveda izziv tu v južnem delu naše celine, kot tudi pri moji domovini. Spoštovani, danes režim Aleksandra Lukašenke se je nekako odbil od vzhodne meje Evrope. Skupaj s svojim različnim gospodarjem, ki sedi v Kremlju, pa gotovo število teh dogodkov, ki so naenkrat nastopili, dogodki, ki so skupaj zbrani, predstavljajo visoko nevarnost in lahko pričakujemo nadaljnje destabilizacijo. Hoteli bi iskati dobre rešitve, to da pripravljati se moramo tudi na najslabše. Serija krize, ki jo okušamo, ki jo sedaj. To je čas preizkusa za Evropo. To je preizkus, da bi bili bolj enotni. Celotna Evropska unija se mora osredotočiti na najpomembnejše. Hannibal Antepota so rekli v antiki in to so najpomembnejši izzivi, ki jih mora biti zmeraj na prvem mestu, ne pa prepiri in nesporazumi o zadevah, ki so različno interpretirane v različnih državah članic. Tudi na to moramo poudarjati, podpirati našo družino. Resnični sovražnik se že pritiska na vrata. Zato naše diplomatsko delovanje, moji pogovori z veliko premieri in predsedniki, s predsednikom Macronom in pogovori, ki gredo v smer enotne Evrope, skupnega odpora, skupnega odgovora na te nevarnosti, ki bo kdaj, da se ne bi materializirale. Če
nočemo, da bi se uresničile. Moramo seveda na nje opozarjati, moramo o njih govoriti, moramo kopičiti naše delovanje in delovati skupaj. V zvezi s tem danes vidim, da ta zavest v Evropi, predsedovanje slovensko, francosko predsedovanje, ta trenutek deluje in ta zavest o tem narašča, se krepi. In mislim, da naše diskusije, naši pogovori to seveda skušajo preprečiti vsake omenjene nevarnosti. Hvala. Nekaj vprašanj vas, spoštovani mediji. Naj ob tem samo spomnim, da imamo zagotovljeno simultano prevajanje v poljski in slovenski jezik, zato prosim, da vprašanje zastavljate v teh dveh jezikih. Prvo bi k mikrofonu povabil predstavnico poljskih medijev, gospo Viktorijo Denkalakal, Salon 24. Prosim. Mam pytanie do pana premiera Morawieckiego. Podkreślał pan często, jak niebezpieczna jest dezinformacja, która prowadzi do destabilizacji i zmniejsza wiarygodność Polski, zwłaszcza w oczach Kako państw nevarna zachodnich. je Stąd moje pytanie, situacija. czy polski rząd ma konkretny Ali plan, polski vlada w jaki sposób ima walczyć z tą dezinformacją? plan, kako A kolejne pytanie to delovati? czego Naslednje oczekiwałby vprašanje, pan po kaj jutrzejszym spotkaniu prezydenta pričakujete Andrzeja Dudy z szefem NATO? od današnjega srečanja predsednika Dude z šefom NATO? Panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie bardzo podziękować za jego ogromną aktywność na tym polu i za dyskusje, które toczy. Rad bi se zahvalil za diskusije podkreślać, in jakie ryzyka wokół nas krążą. rad bi poudaril, kakšne nevarnosti so okoli nas in iskati rešitve za situacijo. Pokazati, da imamo načrt, da imamo sankcije in diskutiramo z našimi zavezniki. Hvala tudi za vprašanje, ki bo jutri med najvišjim vrhu med NATO in predsednikom. To je zelo pomembno vprašanje, kajti ta konflikt na vzhodni meji je konflikt o varnosti in to je vzhodno krilo NATO in Evropske unije, to je skupna meja Evropa in Severnoatlantskega pakta. Zato se želim zahvaliti za poudarjanje poljske vloge in iskanje rešitev. To je nekaj zelo pomembnega. Z takiej perspektywy patrząc, Z takiej perspektywy moram povedati, da imamo opraviti tudi z dezinformacijo na več ravneh. Tu so hekerske aktivnosti, prestopi v kibernetskem prostoru, propaganda, ki se krepi v Rusiji proti ruskemu prebivalstvu, pa tudi različne dezintegracijska delovanja, ki so usmerjena proti Poljski, Nemčiji, Franciji, Sloveniji, Madžarski, Češki in drugih držav Srednje Evrope, pa tudi Zahodne Evrope. To nas opozarja, da se nekaj se dogaja, to je mobilizacija vojska, taka že dolgo ni bila videna v okolici Ukrajine, v bližini Ukrajine, vidi se tu na energetskem trgu, tu so enoumne države, ki so odgovorne za to. V bistvu ena država je za to odgovorna. Z predstavljanji reali, kakšne so, lahko delujemo proti temu. To je prvič. Drugič, uskladili smo na zadnjem Evropskem svetu, da bomo na naslednjem zasedanju predstavili poročilo v zvezi z manipulacijo cen, ki se jih poslužuje Gazprom. In tudi zahtevamo, da bi delovali proti temu iracionalnemu rasti cen emisij CO2, ki se tudi prenaša neposredno na cene energije, te pa na to spet prenašajo na cene živil.
In tako v veliki meri, današnja inflacija v Evropi, ki je rekordna v Nemčiji, v Franciji, v Španiji in visoka tudi na Poljskem, je posledica politike, podnebne politike Evropske unije, visokih cen ETS in hkrati manipulativnih praktik Gazproma. Nasprotno delovanje in predvsem predstavljanje različnih poročil o tem ter delovanje za to odgovornih služb je edina metoda, da se lahko izognemo tem delovanju. Še eno vprašanje. Gospa Marta Razboršek, Televizija Slovenija, prosim. Torej, vprašanje je za oba predsednika vlad in sicer za vas, predsednik poljske vlade. Kako komentirate, da so bili na vaši meji oziroma na belorusko-poljski meji celo kubanski migranti? Kaj to govori o tem položaju? Kako bo pomagala Slovenija zdaj pri reševanju tega vprašanja? Za vas, predsednik slovenske vlade, pa še eno vprašanje, in sicer Evropsko javno tožilstvo je danes slovenska tožilca, ki ste jo imenovali v EPO in sicer začasno, potrdilo za polni 5-letni mandat. Kako to komentirate? Na granici polsko-beloruski pojavili się Na polsko-beloruski meji so se pojavili imigranti iz velikih držav, iz Iraka, iz Bližnjega vzhoda, iz kurdijske avtonomije, iz Turčije, iz Libije, Egipta, Jordanije in mnogih drugih držav Bližnjega vzhoda. Toda pojavili so se tudi migranti iz Afganistana in drugih delov sveta, tako kot ste ugotovili pravilno. Veliko od teh, ne vemo točno, odkot so prišli tisti, za katere ste vprašali, ampak veliko teh je prej prebivalo v Rusiji. Ne poznamo njihovih motivacij, ne vemo, ali so bili stimulirani in prisiljeni v to, ali je bila to njihova individualna odločitev, da bi šli na polsko-belorusko mejo in poskušali priti v Evropsko unijo, ampak seveda s takim pojavom imamo opraviti. Zato moramo zelo enoumno vsem državam odgovoriti in prebivalcem tistih držav. Ne prihajajte k nam, ne prihajajte na polsko-belorusko mejo, kajti na ilegalni način vam ne omogoča vstop v Evropsko unijo, zato so posebne procedure. Belorusija je podpisnica konvencija beguncev in če hoče kdo priti v Belorusijo, mora predstaviti svojo aplikacijo v prvi državi, v katero je prišel, torej v tem primeru v Belorusiji. Že z te perspektive je to nelegalen prestop meje, če gre naprej na Poljsko. Ja, hvala lepa na kratko na obe vprašanji. Zdaj, pri imenovanju delegiranih tožilcev se ne dogaja nič, kar ni bilo dogovorjeno. Če še kakšna nejasnost bo v naslednjih mesecih pač odpravljena. Zdaj, kar se tiče pomoči Poljski, zdaj Slovenija skuša v vlogi, ki jo ima kot predsedujoča Svetu Evropske unije, angažirati čim večjo podporo znotraj Evropske unije. Smo pa ponudili gospodu predsedniku tudi neposredno pomoč v enaki obliki, kot nam je Poljska ponudila pri varovanju naše meje. Se pravi, Slovenija pripravljena poslati Poljski v pomoč slovenske policiste za varovanje meje, če kadarkoli Poljska oceni, da bi takšno pomoč potrebovala. Ta ponudba je bila danes dana in od danes naprej, kadarkoli poljska vlada smatra, da rabi pomoč tudi strani Slovenije, bo ta na razpolago. Vem, da ima podobno stališče tudi mnogo drugih držav članic in se strinjam z gospodom predsednikom vlade Morawieckim, da je reakcija večine Evropske unije v tem primeru
precej drugačna, kot je bila tista zmeda po sirijski krizi oziroma vojni leta 2015, ki jo Slovenija spremljala tudi neposredno z vdori tisočev, 10 tisočev ilegalnih migrantov preko našega ozemlja. Tako da ta situacija se zdaj ne ponavlja in v veliki meri je za to zaslužna Poljska, ker je za razliko od tistega časa, ko so zunanje in tudi šengenske meje Evropske unije padale eno za drugo, zdaj Poljska ustavila ta val že na sami zunanji in hkrati šengenski meji Evropske unije. In še enkrat čestitam za ta pogum in izražam zahvalo v imenu celotne Evropske unije. Hvala lepa. S tem bi počasi zaključili tiskovno konferenco. Hvala vsem za udeležbo, želim vam lep preostanek dneva in se vidimo ob naslednji priložnosti.